Še ena bizarna novica iz našega zdravstva. Priznani kirurg dr. Erik Brecelj je pri operativnem posegu v pacientovem želodcu odkril 2 bankovca po 500 evrov. Denar mu je takoj po operaciji vrnil in s tem zavestno kršil vse interne akte kliničnega centra o najdenih predmetih v pacientovem telesu. Njegov predstojnik je že podal predlog za suspens. Poglejmo, kako je vse to pokomentiral dr. Brecelj. Jaz sem prvi zdravnik v državi. To je zdravniška zbornica izrecno obvestila predstojnika. Če razrežem bolnika not, kje pa zlata, je treba pač vrniti. Zakaj pa pol zdravnike plačujejo? V kliničnem centru zdaj pozdravljam glavno sestro Salome. Dober večer. Doktor Brecelj je zdaj zaradi 1000 evrov v disciplinskem postopku. Povejte mi, a se vam ne zdi prav, da je denar vrnil pacientu? Poglejte, v pravilniku zelo jasno piše, kako in kaj. Pacient mora v primeru gotovine v želodcu najprej dokazati izvor premoženja. Šele potem dobi denar. Enako je z drugimi najdenimi predmeti v njegovem telesu. Ko prinese vsa dokazila o lastništvu, mu mi te predmete brez problema vrnemo. No, sliši se precej zapleteno in birokratsko, da ne rečem kaj hujšega. Naše izkušnje pravijo, da niso vsi pacienti pošteni. Med njimi se najdejo tudi lopovi. Ravno prejšnji teden so kolegi pri operativnem posegu na želodcu našli 2 ukradena Rolexa. Sestra Salome, hvala za pojasnila. Kolega Lehovnik je zbral nekaj podatkov o tem, kaj vse so ljudje danes pripravljeni požreti. Dejstvo je, da ljudje marsikaj pogoltnejo. Kirurgi največkrat naletijo na nakit, jedilni pribor, manjše igrače, frnikole, kamne, celo položnice. Najbolj pogosta najdba je seveda denar. Vse od kovancev za 1 cent do evrskih bankovcev. Rekord ima celjska bolnišnica, kjer so pred 15 leti v pacientovem želodcu našli ček za 70 000 nemških mark. V novomeški bolnišnici so pri nekem pacientu v želodcu odkrili za dobra 2 kilograma kovancev, prstanov, verižic, vžigalniku in USB ključev. Pacient je bolehal za redko duševno boleznijo kompulzivnega goltanja predmetov iz okolice.